5. junij je dan, ko obeležujemo Svetovni dan varstva okolja. Razglasili so ga Združeni narodi z namenom, da bi vzbudili večje zanimanje za okolje in ga leta 1974 tudi prvič obeležili. Letošnja tematika je osredotočena na boj proti onesnaženem zraku, država gostiteljica pa je tokrat Kitajska. Svoj pogled na stanje z odpadki v Sloveniji, ki povzročajo tudi onesnaženost zraka, je predstavil profesor dr. Roberto Biloslavo z Fakultete za menedžment Univerze na Primorskem. Mislim, da imamo ločene odpadke, da se to v bistvu vedno bolj odraža tudi v večjih sredinah, večjih mestih in zato kar dobro skrbimo. Tudi recikliranje odpadkov narašča. Je pa seveda v številkah, če pogledamo, še vedno kar, bi rekel, nezadovoljivo veliko število odlagališč, ki pač ne bi smeli biti, torej nelegalnih odlagališč. Splošen odnos do okolja pa je velikokrat dvoličen. Jaz sicer mislim, da mi v Sloveniji smo še kar trajnostni. Glede odpadkov je pa takole, če sem čisto iskren. Mi veliko skrbimo za to, da otroci v vrtcih, v osnovnih šolah vedo, kako ravnati z odpadki in marsikateri otrok tudi ve, kako. Potem je pa seveda narobe, če pa pride na plažo, naprimer, glede na to, da smo tukaj pri morju, pol pa starši lepo pustijo tam plastiko, ko v bistvu pojedo, popijejo in potem pa pričakujemo, da bodo ti otroci, ko bodo odrasli, imeli pač tak zdrav, lep odnos do narave. Tako da jaz mislim, da je tukaj neka bivalentnost. Po eni strani veliko govorimo, po drugi strani se veliko zavedamo. Določeni odstotki kažejo, da so ljudje zelo kritični do odpadkov, še zlasti plastičnih odpadkov, po drugi strani pa zgledom počasi tega ne potrjujemo. Planet, na katerem živimo, je samo en in zanj bi morali bolje skrbeti. Da trenutno nimamo rezervnega scenarija, scenarija B, da je verjetno to, da bomo šli na Luno pa tam ustanovili neko novo zasebno, kakršnokoli naselitev, verjetno še ni najboljša rešitev in da je torej treba za to zemljo skrbeti. To seveda ne pomeni, da lahko sedaj vse prenehamo delati, kar smo do včeraj počeli, to verjetno ne gre, ker smo se pač navadili na nekatere standarde, navadili smo se, da imamo električno energijo, navadili smo se na naše računalnike in tako dalje, ampak seveda to ne pomeni, da nimamo veliko možnosti, da lahko se obnašamo do narave veliko bolj skrbno kot se.